Ne, se vem, se tudi ti, ki se tudi kopajo, pa to. Ja, zdaj so Kamorško Bistrico so prepovedali. A res? Zakaj? Ja, zato, Ki je bila gužva že. Tukaj je bilo že več ljudi, ki na kolezi poleti. Pa se Ja, sem bil... še mislim, da zdaj le po zimi je. Ja, ne, skos, ne? Se to Je kar- tem je što, zdaj ja. lahko skos, a veš. Aha. Ti se tam predihaš. Ne, sem probal, ker so rekli tudi za mišice, ker sem imel te unet vse, ne, pokostnice pa whatever. Je tudi bilo rečeno, da tudi za to pomaga to hladna kopel in pa sem si dal najbolj mrzlo, kar lahko s pive preteče in se da s tem dihanjem, to ni Kamorška Bistrica, ne, kar iz vodovoda preteče, ampak je bilo pa vseeno. Si predihal. Sem predihal, je šlo, pa sem se pa neki cajt imel tudi to mrzlo tuširanje, pa sem ugotovil, veš, kvad, nismo mi izumili tople vode, zato da To so špole zmrzlo tuširali. Ne, sej kdaj paše, jaz se strinjam. Ne, ja. Tudi, Ja, ne, moraš Pa je, da požvino. Moraš se dati malo pod pritisk. Ja, se strinjam. Ja, čemo kar štartati, ker tale je pa Dajmo. malo dolga. Smo na dolgem. Ne, dolga je, kot ponedeljek pred plačo brez malce, pa še s horonskim mačkom. Kar nas nikoli sicer uverali, da... To je zatres, ampak pejmo raje v vizo. Ajde. Pejmo. Zdravo, to je podcast o življenju v vesolju in sploh vsem in tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo. Peli. In zi. Naročite se na naš podcast, da bomo avtom magično v vašem predvajalniku ali predvajalnici. Kako vam povemo na hvalazavseribe.si. Mi pa pojmo pogledat, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Ja, žurka je trajala. Prejšnji teden, ko je bilo že prejšnji. Ja, žurka je trajala toliko cajta, da Bila je včas. je bajta. Bila je bajta, letela je, žur je bil. Ja. Čeprav leteča, mislim, to bi bilo pa res dobro. Leteča Če bo bajta. izumili leteče avione, da izumijo tudi... Pa se najbrž je bila kakšna. Leteče avione, da izumijo, to so že peli. Ne leteče avione. Razumeš, da hovara žurka, da, a veš, da To pa to. si predstavljaš, ne? Si. Gre do spretana, kele v BS, ne? In se prehovara prek mnogoga bloka in spretar sam skoči na njo in pol tako do sadga. Ne greš ti na žur, ampak žur pride do tebe. Valjda, in ko krož po, ne? In pol te tudi vrže. Še to bilo, da žur ve, kdaj moraš je dam. Ja. To bi jaz rabil. Da žur ve, kdaj Ja. moraš iti. Da zabava ve, kdaj, ne? Lepo Ni te. halo taksi, ampak... Halo žurka, ne? Halo žurka Pa in žurka, preleti mimo bloka. in žurka te puf, gre mimo in te rukne dol. Ja. Mislim, da imamo poslovne, da je številka 7205. Ja, dobro. Koliko jih je treba še prej zrihtati. Lej. Jebenti. Ampak ja, ta bi bila dobra. Ja. Ne, a veš, res bi lahko, mislim, zakaj se tega res še nimben spomnil, ne vem, da bi Boeing 747 predelal ali pa Airbus To mal- 380, da ga predelajo v bistvu v eno diskoteko in da je žur do Amerike, recimo, a veš, kaj se peleš. Halo. Ne, a veš, ne, da uno pizda kam ne dam noge, jebem v Pa mater, sam kva doma, bom zdaj, a veš, sam doma, ne, pa otrok ti tam joka, veš, pa veš, da ga boš poslušal naslednjih 16 ur, pa ne vem kaj, vse skupaj, a veš, ampak da ti rečeš, jaz grem zdaj s tole družbo, pa oni imajo pa ne vem. Kaj pa če, veš, kaj pa če nočeš, ali pa ne vem, ti muska ni všeč, ali pa če ne vem, Pa na unmu imaš lahko 3 sprate spet, a veš, kle imamo disko, kle imamo uno, kle imamo, a veš, od spod je stiskavac, ne vem, stiskavac. Neki, a veš. No, razumem. Imaš tudi eno mehko halo, ki ima klasično musko za dva plesati valčke. Ok, mislim, ja. To a bo veš, dobro, in ne. ko prideš v Ameriko, ne da si vas polomljen, pa ne vem, pa... Si, Mislim, ampak si, ja, no, ja, tako. Ampak si v dobrega. Ja, tako. Ne, rečeš, stari, to je bilo to, zdaj šef. Ne vem, ali je to maček ali jetlag, ampak zihar je dober. V redu je bilo. Ja, Top. Ja, Pa jaz mislim, da je bila karta lahko cenejša kot business class, ne? ja. Zakaj? Je, da bo si šli. Mislim, ne, a veš, business class je recimo, ne vem koliko, do Amerike je 5 jurjev, ne? Pojma nima. Pa veš, koliko ti alkoholov dobiš za ta denar. Pa Ja. unezice vam pomečeš, ne?
Ker itak ne rabiš, lahko še več ljudi odspravaš. Oni preveč tlačijo te zice skupaj. Ven bi jih mogli dati. Oni bi mogli to vse skven vrsti. Pa so stojišča. Ja, tako, pa DJ-ja gor in to je to. In gremo. Saj imaš lounge tam nekje, ne, za najbolj zmatrane. Ja. Če bi pa znanstveniki izumili še tisto, ki je Ford uporabil v restavraciji po koncu vesolja, veš, da te strezno mes za ven grede, ne. To bilo pa top. To bi pa človek zihar dal 5 ur odkole, enkrat v lifeu, da probaš. Ja, valjda, da greš malo probat. Tako, kot greš na dobro večerjo, mislim, ne. Ja, Mišelinko ali greš pa. Hani ali pa tako. Ja, to je ideja, ne pa na Mars jebete, ker itak veš, da boš umrl, kaj pa nazaj, pizda. Mislim, pa itek mi ne bomo šli. Vleče se, ne? Vleče se v Mars, jebo mate. Razen, če bo Elon naredil žurko doke, a veš, da greš... Ne bo dejeti idejno, prosim. Ne more. Ne zgleda mi tak, no, ampak... Ne. Ne, nikoli ne veš, kaj pa veš. Kaj pa veš, kaj on posluša. Mogoče celo v slovenščini, lej. Pa mi krivi, ko on neumnosti počel, je. This idea is copyrighted by US law. Ja, pa še disclaimer zdaj. Pejmo mi na Arturja, mislim do Arturja. Do Arturja. Ki v bistvu se zvija, bogi revež od bolečine, ki ga je, ne. Hiša ujela. V bistvu bi lahko tožil hišo, ne. Tako, Fender Bender. Fender Bender. Misliš, da ti to šteje? Zavrvajne. Ja, mislim, po moje, da ne. Hiše. Če te hiše zlorabi. Če se hiše zabijevate. Ja, vidiš. Ne, mislim, a moraš kakšno odškodnino dati? Ja, samo veš, police hišne daš. Po moje ne, a veš, kaj tudi nimaš to plan pa to, veš, se ni videla, da je on prepočasno prehiter. Čeprav ona mogla vedeti. Ja, v bistvu noben nima kaj leteti. Ja. Ne hišno gledano, ne Artur, ne hiša nima tako delati v zrak. Tako, ja, verjetno. Kar je Artur tudi povedal, avtor je povedal, da v bistvu sploh nimate se kaj imeti slabe vole, ker pač tudi on ni imel kaj delati tam. Ja, neben ne bi se videl zrak. Tako da ja. Ja, no, ampak... A smo zaključili s tem, to je to, konc, hvala lepa, adijo. A to, kaj? Ja. Jaz bi sam povedal to, da ima vogal hiša. Ja, mislim, no. Ponavad ima 4. Od tega 3 žena podpira. Tako. Kje je bila tle žena, razumeš, ni bilo, ne? Je tukaj pri žurkah. Pri žurkah ni, ne, so sam te plenilci mest. Vidiš, po mojem, da je ta hiša odletela enkrat, ker žene ni bilo doma. Zihar. 100%. 100%. Blazno dobra ideja zdela, da pova par prijateljev, ki se je pa pol v tole sprevrgal. Ja, 4 generacije. Sam par prijateljem, pa se je neumno. Perček ali pa da. Ne, 200 letno, v izi. 2 perčka ali pa da. Ja, no, ampak Artur ima pa, kar naenkrat se mu vrtoglavca pojavlja, ker je zdaj na robu. Čeprav, a veš, se v bistvu res, ne. Dokler ne razmišljaš o tem, da si, ne vem, 200 metrov v luftu, je vse v redu, ne. Ko pa enkrat padeš na trdna tla, čeprav so trdna tla visoko, ne, sploh če so trdna tla visoko v zraku, pa letijo. Po moje je ta logika, ki klubuje, veš, ne, hiše leti, ti si na hiše se te zrtele vate. Sem samo škane, Artur se pa zdaj v tem cajtu, ker je že tamle po vesolju, se se pa tudi že lahko naučil, to je pa tudi res, ja. Da pač stvari niso. Ja, da pač te bo kaj presenetil. Ja, da mrskega že je, mrskega pa še zgleda bo, ne. Ja. No, pa pride le do unga vogala, ne, in tipajoč za vogalom. Ja, najprej si moramo povedati spet, zakaj je ta brisača tako uporabna. To je bilo še prej, ja, sem mislil, da je bilo pol, ja. Mislim, ker ga je tok medel, ne, ta višina pa vse skupaj, ne, da je pač vzel iz svoje bisage brisačo. Tako. In si jo uvil okoli glave in je stvar delovala tako kot Džodžanta očala. Tako je. Slavno Džodžanta očala. Ja, tako. Nič ni videl in pol te avtomatsko ni strah. Tako, valda, dela.
za vse, ki ste glihkar z nami, Joe Janta so v epizodi Žuželjka v veži, Brisača pa v tretji epizodi. Tam je pa stolpnica letela. Ne? Ja, vidiš, evo. Ale v vesolju veliko stvari leti. Takrat mislim, niso imeli straha za tega, ker stolpence leti. Ja, pa noter je bil. Noter je bil, še vse se ti stolpence premikajo. Zapad že vemo, da je res hupi frut. Mislim, to je pa res, to je pa res. Slava mu. Ne boji se on, kar vsak. Tako, to je res. Se pravi, ima ga eno. Ja. Predvsem zaradi drugih stvari, ampak pustimo to. Pejte nazaj za nazaj. Še žuželjkam, in pol se pa zgodi, ne, da v bistvu nič ne vidi tipa z roko okoli vogla in kaj se zgodi. Ja. Druga roka sreča njegovo roko. Ne. In starče se takrat ne bi spustil, pa ne vem. Jaz bi takrat slavil, takrat bi skočil dol. Verjeten. Kaj manj grozen. Te ena roka pošla tam med tem, kad ti tipaš z zavezanimi očmi. Po robu, bajte. Leteče. Tako. V glavnem in polet zelo lepo razloži, kako se zgodi. Hec je bil, da je roka še bolj parila, te druga, če je hodil strgati. Ker mislim, da je imel ta moment, da bi skočil dol. Pa ga je roka še bolj parila, te druga. Ja. Ga je, in pol se mu uspe. Ni mogel dati pa brisače dol, zato ker je držal z drugo roko, pa bisago držal z vinom pa z oljem. Tako. In pol brisače zleti z glave in kdo je lastnik roke? Ford. Evo tega. In Slarty za njim. Evo, kje se njih najde? Kje si ti stari? Ja, in Artur ne zna na kratko razložiti. Mislim, lahko bi rekel, spet so mi segel po življenju. Stregel, ne segel po življenju. Ja. Pa vpraša, kaj pa ona dva. Ford pravi, da brez alkohola, se pravi brez flaše. V bistvu, one dva sta že najdla vhod. Artur ga je pa iskal. Ker na tej strani ni bilo nobenega okna vhoda. Ja, zato je šel pogledat. Tako, in one dva sta pa že probala not prijeti. Ja, pa ni šlo, zato ker niste imeli flaše, niste imeli alkohola. Ne? Tako. In kdo ima flašo redzine? Artur, rešitev. Sport bili torbica. Še dobro, da je ni spustil, da sem brisačo. Mislim pa dobro, da je šel iskat. Tako, v bistvu res, epizodi. Kad bi bila usoda vesolja. No, in pol letijo noter in prva stvar, ki je Artur opas, je Triljan. Pa bog groma, Thor, mislim. Razen to, da je bila svinarija res nepopisna, v bistvu ga je veliko bolj, da ga je stera spravil, da je Triljan s tem, s tem Thorom. Thorom, Zmeram, a veš, na vsaki zabavi mareveš. Liho, to sem reče. Na vsaki zabavi mu isto bej bo spela. Tako. Kje jebote usode? Grozen. A si ti predstavljaš to njegovo bolečino? Sploh si pa predstavljam, kako ga Thor odpika. Model, že imaš pijačo? Ne? Pejte jo iskat. To je ultimativno. Ajde mali, še dne. Ja, v glavnem, pol pride Artur do Slartyja, Slarty pa neko dolgočasno in puščobno temo hoče. Ja, in se mu izgleda v besu. Sta se najdeli nekoga. Ja. In po se je odločil, da ga bo zamoril, da bo se le spokal v stran. Vklopi duhamornost. Kar Slarty zna. In pol pride do Arturja in v bistvu pol mu pove, da bo treba rešiti vesolje in Artur, lahko prosim, lahko vesolje da malo mer, kaj je čisto dosti veliko in dosti staro, da bo za pol ure pazilo samo na sebe. Veš, v bistvu reže dolg ni bil na žuru, v bistvu od Islingtona, razen v restauraciji. V glavnem, veliko se je zgodil, pa ni bil že dolg na žuru, tako da. Ampak se ti delec zdi, veš, pol se ti lepe stvari se ti zmeraj tako delec zdijo. Mislim, pa tudi, če si sledijo v nekmu takmu. Ampak se ti zmeraj zdi, da na žuru že ful dolg ni zbil, za službo se ti to nikoli recimo ne zdi. Sam res. Res, da ponovadi služba bolj, kako bi rekel, ponavljajoče se dejanje, kot žuri.
Res je. Razen, če se tvoja služba... Za kva? Saj kaj pa, če je tvoja služba, da hodiš na žure, ne? Pa ni več žur, ja, pa je vse to. Pa je pa služba, veš, pa je pa... Vpraš Mareta, veš, neki cajt je bilo zabaven po teh dogodkih hoditi, pa ne, 3 leta kasneje pa ni bilo več to. Sam greš na vsak dogodek, veš, tudi na unga, ker recimo res ne bi šel. Tako, ker sam v zasebnem življenju ne bi šel na un dogodek. Prevečkrat sem šel na take dogodke z Maretom. Tudi jaz. Enkrat sem bila v Litiji. V Litiji? Ja, vidiš, koliko se bo Litijo zapeljal na en žur. Veš, kakšen zbor teh pelc montlov, najbrž jih je bilo pol fake, ampak to je iz cele... Močno dvomim, da so bili fake, ampak nadaljuj. No, v glavnem, športna dvorana v Litiji, grandiozno, to je veliko, ne vem, 6 telovadnic šolskih, veš, grande, sedečke, vse, seveda, harmonika, ovo, komiki, na koncu, hvala Bogu je bil Hribar, pa tudi premijer je bil v bistvu. Takrat je bil še tudi premijer, pa mislim, so Godler, ne, Šarc, bivši premijer. Kot Radio Gaga. Pozen si bil to. Radio Gaga. Ko še ni bil premijer. Ko še ni bil na Radio Gaga, ne? Mislim, pa so pol hodili s Hribarja. Moram reči, da je bil ta Radio Gaga ekipa, da je bila edina svetla točka, ampak ne na odru, ker so bili večino cajtov v backstageu. In smo se zabavali bolj kot v backstageu, kar tisto, kar je bilo na odru. Pol pa, ko so prišli Gagajci na oder, je pa Mare po sliku, pa smo šla na srečo. Ampak res, cela dvorana, polna pelc montlov, z vseh hribov so se skotalili dol, mislim, res je bilo noro. Jaz česa tazga še nisem videl. Pa tudi ne grem več pogledati. Sorry, Litija, my bad. Grem raje Trbovlje. Hrasank, FTV. V glavnem, pojmo nazaj na žurko, vse smo bliže zdaj na žurki. Ja, no, evo, Slati gre svojo pot, Artur malo sprašuje, Ford preleti, tam je bila lepa, ne? Zapleše mem v divjem in ne povsem obscenem plesu s plesalko, ki je imela na glavi Sidnijsko opero, v bistvu. Ki jo je tudi pohvalil frizuro. Zelo se je hotel. Ford je hiter padel v to žur mode. Tako je tudi. On je profesionalc. Se mu je videl. Tudi kakšen gen verjeten tale žurabilen ali kako že. Tudi kakšnega pangalaktičnega je najbrž z bombo vmes. Verjeten. Ali pa saj malo vina. Karkoli je že bilo za zraven krekarjev. No, pa pride en del, ki pa lahko pa zdaj rečemo, da naredimo kratko obnovo. Ne? Kaj se je zgodilo z avtorjem od začetka knjige? A veš, tiska s hoto Aljo, da bi imeli ne v prejšnji epizodi, ampak od začetka. Evo, pazi zdaj. Artur se pogovarja z Možičkom in mu razloži svojo zgodbo. Moj planet so nekega jutra, oziroma četrtek, razstrelili. Pol je šel oblečen v šlafrok, je poštel pod eno drugo ladjo, ker ni vedel, da bo šel na žurko, in pol so ga vrgli z te vesoljske ladje, še vedno v šlafroku, in pol je zvedel, da je bil njegov planet zgrajen za trop miši. In pol so malo streljali nanj, pa ga žalili, pa občasno razsuli na atome, pa mu kratili čaj. Ta je bila zelo pomembna. Se vidi anglešne. Se vidi si tukaj bolj upravičil, kako je oblečen unmo. Da je pač v šlafroku. Pa je pa še treščil v močvirje, očitno je bil izdektor močvirje, takrat nisem čisto dober. In je bil 5 let v votlini. Tako, ja. Mislim, res. Mislim, v bistvu, jaz ga razumem, zakaj očitno je pač, lahko je tudi beden žur, pa pejmo. Nekaj se dogaja, pa šur zgleda. In Možiček mu prebije, ne pol. To ste se pa dobro zabavali. Možiček je navdušen. Čisto navdušen. Artur to res ni smatral pod zabavo, ne? Vse, kar mu je zdaj razložil, kar mu izgleda malo tugodno to razlagal. In se mu je ta njegova izjava zdela tako čist... malo moraš dati sebe. Da se mu je prav zaletela pijača. Tako. In mu je bilo tudi tako všeč, da je še on začel to. In sta kašala v duetu. 2 minuti sta kašala v duetu. Duet za masažo pljuč je bil. Tako je, ste uprizorili. Možice bo zelo vesel in je rekel, da cool model, zelo vznemirljivo življenje vaši je šel. No, pa je pa prišel en, ki je bil oblečen v črno, ki je imel srajce odpeto do popka. No, v glavnem tam možak mladostnega videza pa...
sporoči, da ga je iskal gorski mož, ne, in prav, da ga je že najdel in da vse v redu, ne, pa model čist šizne, ne. Čist ven pade. Flek je dubu, flek je dubu, res je. Ja, lej, no, če bil pa model ful znan, sam Artur ga ni poznal. Ja, se je to, veš, kaj ti na robu zna, kao. Tako, kot bi bil en iz Litije mislil, da se mu ni treba tebi predstaviti, veš. Da se ve, kdo si ti, veš, v Litiji je ful znan, ti pa prideš. In ga sploh ne porataš, ne. Sem nekaj pomenil to, da je zabavnjak. Misliš, da je to celebrity, da je bil to po moje. Ja, po moje. Ja. To nisem že pogledal. Mislim, lej, no, če je bil, on je bil zgleda scenarista, ne, ali kaj je bil? Ja, seveda, kaj je dobil nagrado za kako že najbolj brezvezno rabo besede fuk v resnem scenariju. Tako. No, a si videl? Ja. In da je tudi lepo nagrada, kako zgleda. Ja, dobro. Ja. V ameriški verziji je bil fuk zaradi tega, ker so mislili, da bo mlajša populacija brala, zamenjan z Belgium. In da se jim je zdela zelo zabavna fora. Belgium? Ja. Kako? Kot Belgija? Ja. Namest fuk Belgija. Sej to Belgijo je že imel. Ja, itak je že ponudil že enkrat prej. Je že imel v enem joku avtor. Okay. Tam nam, kaj že magro dan, kaj že bo. Kaj je šel predsednik s šalom. Tako. Ja. No, v glavnem, in to je neka nagrada Rory, in ena beba, ki je bila zraven, mu je razložila, da je pač bil zato togoten, ki ga ni poznal. Whatever. Mehna srebrna reč na velikem črnem podstavku, ne še razloži, vmes pa nekdo reče vapne. Mi zdaj, ko že vemo, kdo govori vapne. Ja. Jaz nisem bil nič presenečen. Ti si ni lušen, če slišiš to. Ja, sploh je Rory omenil. Ker si že vedel, kaj je bil srebrn. Kaj je. Ja, tle je pa en zelo dolg del o zgodovini planeta, pa kako je bila zabava še posebej uničujoča za planet. To smo že malo povedali tudi in v prejšnji in v tej. Ampak zdaj pa kaže, da bojo gosti mogli enkrat vzeti klobuke. To je pa zdaj konc zabave. Da bo zdaj žura počas konc. Oziroma saj tako zgleda iz dol. Zato, ko se izkaže, da je v bistvu bila da se je v hišo zabila, oziroma kako prav. Bomo tlele poslušali citat, kaj se je zgodilo in kdo je prišel na obisk. Tako da dajmo poslušati citat, preberemo še videli, ker pač še nimamo. The party was locked in a horrible embrace with a strange white spaceship that seemed to be half sticking through it. Together they were lurching, heaving and spinning their way around the sky in grotesque disregard of their own weight. The clouds parted, the air roared and leapt out of their way. The party and the cricket warship looked, in their writhings, a little like two ducks, one of which is trying to make a third duck inside the second duck, while the second duck is trying very hard to explain that it doesn't feel ready for a third duck right now, is uncertain that it would want any putative third duck to be made by this particular first duck anyway, and certainly not while it, the second duck, was busy flying. Ta je bila lepa, ne? Da so bile par rac, ki hočejo delati račko. Pa pol. Ja. Ja, no, in kar naenkrat v bistvu ladja zgine, mislim, tale krikiška ladja reče fop. In eto. Zabava je bila smrtno ranjena. Ja, če reki, parkirala se čez celo bajto. Enkrat mora biti konc. Ja, vsega luštenega enkrat konc. Tako. Roboti so odnesli nagrado za najbolj brezvezno rabo besede fuk v resnem scenariju. Mislim, ja, sanke... Ne, nista vedela. Mi vemo, kaj je bila v bistvu. Ja, Slarty pa Artur sta tudi iskala to. Artur je bil res blizu v bistvu. Najbližji. Najbližji. Ja. Groza. No. Ampak takrat je pa v bistvu tudi Forda popadl, ne? Zdaj pa konc te zabave. Zdaj pa konc. Ford je boljši, kaj jaz bi ostal do konca, zihar še mal dal. Čeprav je še vzel liter vina, ne? Ja, za popot. Ja, to bo eno za popot, valjda, ja. Ampak res je pa začutil klic dolžnosti, ne? No ja, misliš. Mislim, da je tudi malo hotel spizditi. No, sej lepo rekel, ne? Moram iti rešiti vesolje, razumete? Ne? Ja.
Če se vam to zdi boren izgovor, imate mogoče čisto prav. Vse to. Mogoče, seme dvoma je pustil, vsaj pri meni, no, kar se tiče. No, pol pa zanimivo, da Artur kliče Trilja nekje. Ne? Mogoče pa le odpelo, veš, iz žura. Stava težko bo, čeprav. Ker je to s Torom še zmerno, Triljen uleti. Je le mogoče, veš, recimo s Torom se zdaj... je grome delati, pa halo, pa pihal ogne, pa tako naprej. Zdaj, recimo, pa kladivo imel. Chris Hemsworth si predstavljam, recimo, ki je igral Tora v Marvelovih. Je postavljen možakar, ne? Recimo pa da je en takle proti Arturju, ki je recimo jaz. Valjda, da bi Triljen gre z unim, ne. A veš, ne. Ker je le, ne, a veš, mi odvali se komad plani, ne. Pa še Nesmrtnik je, pa... Tako, vse skap, ne. Mislim, najbrž ima cel kup enih hudih zgodb. Tako, vse skap, ne, ni dolgočasno. Se je navrgu, ne, da imajo v Valhali eno blazno hudo žurko zdaj. Da bi šlo on dva zdaj kaj, ne. Gremo mi dalje, ne, ta moment. Vale, Gremo mi malo naprej. Čudno, da ni Ford, a veš, kvrca pa da, Valhalla, še nisem bil. Mogoče ta občutek za odgovornost. Grem še jaz. Ne, sem v zadnji, ne, ni problema, sem se tega tame. Sedem skozi plus ena, pa sem bil že, ko mu na žurki se bom, li panike. Jaz najdem tudi bebe, ki ima opero na glav. In takrat Artur se me je presenetil, ki me je pogumen rato, ne. Zelo pogumen rato, mislim, kar nekaj skakovanga, pa se gre, veš, da se bo udarila, ne. A se grejo ven zmen, pa to. Tam je res ratala. Najprej neki vihu rokave, pa kaj je rekel, se grejo ven zmen. Ampak je to predspoprijel, veš? Še malo ga je še, veš, zrajcev, da je še vzel kladivo izza pasu, ne. In da je bil, ne. Ne, ampak da je prijel pred za uno, veš, grejo se ven zmen. Če mu je trikrat rekel Artur, veš, drobižek pa on, ne. Zdaj te pa bom, ne. Tam zmlev, ne. Zdaj te pa bom, ne. Te mi je tako malo na Indiana Jonesa, veš, me je spominjal uno vlada cele trike, veš, tam, a se spomniš unga? Ki je z unimi meči tam operiral, mislim, res leta in leta truda noter in pa ga on ustreli. A veš čisto, zakaj se je to zgodilo? To je bil čisto improviziran. Mende, da je bilo to čisto improvizacija. Zato, ker je imel on takrat Harrison Ford imel velik problem z drisko. In se mu je mudil, in pa je pa sam rekel, da me skrajša. Drugače je bil, fist fight je bil v igri. Aha, da bi se stepla pa z bičem, pa neki pa gor pa dol. Aha, orang borba. Borba, prav cel, pa in so pustili pa noter. Je imel takrat probleme z drisko. Veš, so bili v kakšnem malo bolj slabem hotelu. Verjetno neki. Ali je bila pa orang žurka prejšnji dan. Je že preveč česa pojedel ali pa popil. Kukorkoli. Ali pa pač kot si rekel hrana. Ne? No, v glavnem Tor si je odpel kladivo in stopil malo ven. Ne? No, pa ni šel, mislim, v bistvu je šel den. Upoden. A mislim, da on je najbolj zihar, mislim, če je nesmrten ne preživel, sam pač... Ja, nazaj pa ne moreš, ne? V Valhalo je šel pa bolj sam. In Artur lepo. Čak se ni Valhalla tam. Valhalla je konc, Valhalla je k nebesa. Ja, pa se oni grejo, mislim, če je Bog valjda, da grejo lahko, pa nazaj. Če pa Bog pa da ne more počasno, pa tvoj je pa res brezvezen. Rolling door, Valhalla. Itak. No, pol pa v bistvu Artur pove sam še Slarti spravi nas proč. In z Y-om je, veš, mi skozi Z-om pišemo v zapiskih, mislim v zapiskih. Tako da bomo zdaj mogli popraviti. Ne, to ne. Pustimo to. Pečino običajnik, dobro je, to je to. V redu. To je bil pa Tor. Tako pride, ne. Sledite nam na družabnih omrežjih, povsod smo, afno opravičujemo se. Hvala, ker ste z nami tudi na poti domov iz najbolj divje zabave. Če ste v ponedeljek zjutraj, direkt na šiht, pol mogoče. Svaka čast. Sam to rekel, svaka čast. Tako. Če bi nas radi podprli, lahko to storite na hvalazavseribe.si. Zelo smo hvaležni vsem, ki ste nas že. To nam pove, da imamo posebno mesto v vašem življenju in vesolju.
In hvala prav vsem, ker nas poslušate. To nam pomeni sploh vse. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Pa smo se prebili čez žurko. Jaz je bilo kar lušeno. Ja. Ta se mi zdi, za brati je ful zabaven, za govoriti o tem, kako on lepo piše, pa ima dobre joke. Težje, ne? Ja, težje.